Sportklubova ekipa je tokrat preverila, kakšna je pot na najdaljše gostovanje v prvi ligi Telemach. Obiskali smo Muro in Gorico. Trije slovenski klubi so sezono začeli pred začetkom prve lige Telemach. Mura je eden izmed teh klubov, začela je sezono v Evropi. Obiskali pa smo jo po prvi evropski tekmi, po gostovanju. Pogovorili se bomo zdaj najprej z trenerjem, gospod Damir Čontala, prisrčen pozdrav. Najprej morda tisto vprašanje, kako je sezono začeti z Evropo. Nekaj več pritiska, neka nova izkušnja tudi za vas v karieri? Lepo pozdravljeni. Pa ne, mislim, nismo vstopili v tekmo na ta način, oziroma nismo se na ta način pripravljali. Vzeli smo tekmo kot vsako drugo prvenstveno tekmo. Je pa specifično to, da pač začneš prej z evropskimi tekmami kot pa s prvenstvom, torej se moraš tudi na drugačen način začeti pripravljati oziroma prej začeti s pripravami kot ekipe, ki ne nastopajo v Evropi. Morda neko splošno vprašanje o pripravah, kako ste zadovoljni z vsem skupaj, kako so se novinci vključili v ekipo? S pripravami moramo biti zelo zadovoljni. Naredili smo večino ali pa 95% vsega začrtanega. Vedno pride neki tisti manjši procent, ki je potreben prilagoditve. Glede na to, da imamo ogromno število novincev, da smo ekipo precej spremenili oziroma prevetrili, moram povedati, da so se novinci glede na številčnost, koliko jih je, zelo dobro vklopili, hitro so dojeli, upoštevajo vse nove stvari, ki jih prinaša Mura. Večina od njih je prišla v klub, ki je za njih stopnička više ali pa za nekatere celo 2 stopnički više, ampak mislim, da prilagoditev je izredno hitra, tudi igralci, ki so že tu dlje časa, so jih odlično sprejeli, vzeli hitro za svoje in prepričan sem, da bodo šli v pravi smeri. Odigrali ste tudi lepo število pripravljalnih tekem, nekako se je videl napredek iz tekme v tekmo. Ste morda sami opazili tudi kakšno pomanjkljivost? Ni bilo na primer tekme brez prejetega gola, obramba vas je skrbela ob koncu sezone, ko smo delali pregled, ko smo se tudi pogovarjali o tem, ste dejali, da za Evropo bo potrebno to izboljšati. Morda kakšne skrbi glede tega? Dobro, to ste omenili, začeli oziroma rezultati pripravljalnih tekem kažejo, da smo začeli slabše, kar je glede na število novih igralcev in tudi nekaj težav, ki smo jih še imeli na začetku s poškodbami, čisto normalno. Nismo seveda dajali prevelikega poudarka niti rezultatom, bolj nas je zanimal napredek v igri. In tako kot ste omenili, iz tedna v teden se je videl napredek, tako tudi rezultatsko kot v igri. In tudi v zadnjih 4 tekem pripravljalnih, če gledamo rezultatsko, je bil poraz samo s Šturmom in še to v zadnjih minutah tekme. Tako da v celoti gledano je napredek. Dejstvo je, da se ponavljajo ti prejeti zadetki, enkrat na takšen, drugič na drugačen način, veliko jih je bilo s prekinitev ali potem zopet neka individualna napaka. Tudi v tej smeri napredujemo, sploh če pogledamo zdaj to evropsko tekmo, kjer smo bili zelo stabilni, nismo skoraj nič dopustili nasprotniku, pa nas je na koncu zopet neka individualna napaka stala prejetega zadetka, ampak kar me najbolj veseli je to, da nadaljujemo ta trend doseženih zadetkov iz spomladanskega dela. Še vedno od tiste 4. kroga spomladanskega dela oziroma 3. za nas 4., ker smo še imeli tekmo z Olimpijo za ostalo, torej od Radomelj naprej smo čisto na vsaki tekmi dosegli zadetek in tem trendu smo nadaljevali na pripravljalnih tekmah tudi sedaj. Večina tekem pa dosežemo tudi 2 ali pa celo več zadetkov. Tako da smo napadalno naravnani, posledica je več prejetih zadetkov, vseeno si pa želimo jih zmanjšati. Glede na vse novince, se zdi, da bo imela Mura zelo dolgo klop. To je nekaj, kar zagotovo veseli trenerja. Zdi se, da boste lahko rotirali, imeli ekipo ves čas svežo. Zagotovo ste zadovoljni, da imate na enem položaju več kvalitetnih možnosti. Ja, vsekakor je to naša značilnost. V tem trenutku oziroma se zavedamo tega, da ni Mura 11 igralcev v tem trenutku, ampak rekel so 16-17 v enem prejšnjem intervjuju, rekel bi najmanj 18, če ne celo več. Imamo enakovrednih, torej sklopi, lahko pride 5 igralcev sicer na tekmi, ampak je komod 5, 6, 7 igralcev, ki lahko v vsakem trenutku zamenja vsakega, ki je začel tekmo. In se to v igri ne pozna, oziroma celo doda ritem, ker pride svež v igro. Po eni strani je to odlično, oziroma so to sladke skrbi, po drugi strani pa so tudi igralci taki, da želijo čim več igrati, enostavno vse zadovoljiti in jih imeti zadovoljne.
Je pa to veliko lažje, če bomo čim dlje v Evropi, bo več tekem vsaj v tem delu do konca avgusta. Potem bo to lažje. Vsekakor si pa želimo, oziroma upamo in vidimo, to smo že tudi sedaj spoznali na tej prvi evropski tekmi, da imamo res sveže, konkretne moči s klopi in lahko v vsakem trenutku z menjavami zamenjamo ritem. Tudi na tej tekmi smo to storili in rezultat je potem sledil. Kakšen bo rezultatski cilj v tej sezoni v prvi ligi Telemach, kaj ste definirali s klubskim vodstvom? Mura želi biti pri vrhu, tako že prejšnja leta, mogoče smo v tej sezoni še rahlo to lestvico dvignili, če je v prejšnjih letih bil cilj samo uvrstitev v Evropo, kar je eventualno prinašalo tudi 4. mesto ali pa zmagovalec pokala, je v tej sezoni cilj vrh lestvice, vrh smatramo med prva 3 mesta. V zadnjih 4 letih, oziroma ko se je Mura vrnila v prvo ligo, je 3-krat osvojila 4. mesto in enkrat bila državni prvak. Torej zdaj so cilji uvrstitev med prve 3 ekipe. Če se bo ponudilo kaj več, oziroma med prve 3 ekipe, seveda tudi to pomeni, da smo lahko še više, ne točno tretji, pa bomo videli, kako se bo razvijala situacija. Super, najlepša hvala za vaš čas in srečno v sezoni. Hvala vam. Tako, poglejmo še v klubske pisarne pri Muri. Športni direktor Denis Rajber si je vzel čas za nas. Najprej neka splošna ocena tega prestopnega roka, ki seveda še traja, ampak zelo ste bili dejavni, da ste trenerju omogočili, da je že na pripravah lahko vključeval novince. Ja, v bistvu naš prestopni rok poteka že nekje od marca. Nekje marca smo že začeli, na katere igralce računamo, na katerih mestih se moramo ukrepiti, tako da že od marca naprej, skoraj tedensko, na koncu vsakodnevno je potekalo med trenerom in mano, da čim prej dobimo te igralce, katere rabimo, da smo pred Evropo kompletni, da lahko tako Evropo kot tudi prvenstvo vstopimo z kompletno ekipo. Veliko športni direktorji v Sloveniji omenjajo, da so zahteve slovenskih fantov zelo visoke, da je stanje na tržišču zelo zanimivo, če smemo uporabiti ta izraz. Kakšni so vaši vtisi na zadnjih 2 tržnicah, na primer? Pa dobro, zdaj mi, če povem, zadnjih leto pa v 2 letih smo naredili 8 transferov, poleg tega je zaradi tega klub stabilen, tudi letošnje leto imamo finančno, smo preskrbljeni, stabilni, tako da smo lahko tudi marsikaj riskirali tudi v smeri prihodu. Mislim, da smo ta prestopni rok je bil za nas do sedaj najboljši. Dobili smo kvaliteto, tudi imamo ogromno potencijala mladih. Slovenije smo pripeljali igralce, kateri so reprezentanti in si želijo, so videli Muri potencijal, da lahko uspejo, da lahko grejo naprej. Tako da mislim, da je bil ta prestopni rok za nas res do sedaj najboljši. Nekako se potihoma morda napoveduje kakšno sodelovanje s Šturmom. Tom je odšel v Graz, Šabanađa je prišel v Mursko Soboto. Ste govorili tudi kaj o sodelovanju na dolgi rok? Ja, smo imeli že kar nekaj sestankov s Šturmom, tudi zdaj smo imeli tekmo, smo se sedli pred tekmo tam, tako da ja, stvar je zelo zanimiva za nas, ker je tudi blizu, tako da Šturm je stopničko višje, tako da nas to seveda zanima, igralce, da grejo k njim, ker je blizu, moje najboljše za naše igralce in potem od njih grejo zopet naprej, ker Slovenija je težko prodati igralce za 2 milijona, oni imajo to možnost, tako da smo kar naredili ogromno sestankov, tudi smo skoraj dogovorjeni, zdaj pa bomo v tem letu šli v realizacijo tega. Izven vašega dela športnega direktorja pa zelo dejavni tudi na fazaneriji. Kako lahko ocenite potek del, kaj bo Murska Sobota oziroma Mura sama pridobila z novo zelenico, pa tudi s poglobljeno zelenico, možnosti tudi napredka potem, kar se tiče samih tribun? Ja, v bistvu ta projekt je bil nujen, če hočemo kot klub naprej, ker zelenica je bila stara, že dotrajana. Mi smo vlagali ogromno, da smo pa zadovoljili te zahteve, minimalne, katere smo lahko. Vemo, ko je bil kakšen naliv, smo vsi trepetali, ali bo tekmo ali ne. Zdaj se to ne more zgoditi. Imamo res, mislim, da Sloveniji najboljšo zelenico trenutno. Res smo se tudi sam, sem danes 47. dan tu, manjko sem te 3 dni, ki sem bil v Moldaviji. Vse ostale dni od 7 do zvečer do 9 sem bil tu, več ali manj vsak dan. Tako da sem ogromno časa posvetil tudi temu, ne samo sedaj, tudi pred
priprava, že pol leta pripravljam ta projekt, tako da sem se posvetil res sam tudi temu. Nekako ste dali še iztočnico za zadnje vprašanje. Omenili ste Moldavijo, omenili ste Evropo. Mura v tej sezoni vstopa v Evropo z drugačnega položaja kot v prejšnji, ne kot prvak. Pot do skupinskega dela je težja. Kakšen cilj ste si nekako zastavili? Žreb vam je dal prvi 2 stopnički, ko ste bili kot nosilec, nekako, da lahko Mura računa na uvrstitev v tretji krog? Pa ja, računamo seveda, ampak to je Evropa, ne? To dve tekmi moraš napredovati, izpadanje ni popravnega izpita kot prvenstvo, tako da seveda hočemo čim više. Ne? Zdaj pač žreb je žreb, zdaj potreba je dokazati na igrišču, ker brez tega ne gre, tam je potreba dati gol in iti naprej. Seveda zdaj smo bili tam, imamo ugoden rezultat, ampak to nič ne pomeni, še ena tekma je 90 minut in moramo pokazati, da smo boljši. Trener je dejal, da želite biti v prvi ligi Telemach v samem vrhu. Je to tudi želja vseh ljudi v pisarnah? Tako, mi smo se sedli prejšnji teden, smo se zmenili za cilje naše, pač seveda tudi glede na kader, katerega imamo, mislim, da je najboljši v Sloveniji, igralski, tudi trenerski kader, zelo dobro dela, mislim, da sodimo samo vrh slovenskega nogometa. Super, najlepša hvala in srečno v sezoni. Tako smo na tribuni Goriškega športnega parka, zelo je vroče, zato smo se nekako prestavili v senco. Ob meni pa je trener Gorice, Miran Srebrnič. Najprej čestitke za uspešen začetek sezone. Zagotovo se je vse skupaj začelo po vaših željah. Fantje so dobro oddelali, nekaj minut tudi trpeli na zelenici, ampak vpisali pa ste prvoligaško zmago. Ja, hvala za čestitke. Mislim, da je tekma bila taka, kot smo pričakovali. Vedeli smo, pripravili smo se na nasprotnika dobro, vedeli smo, da so v eni fazi, kjer so dobri, ker deluje ta model igre, ki ga trener goji in vidi se, da so dosti časa skupaj, tako da ni bila lahka tekma za nas. Te stvari, ki smo jih hoteli speljati, smo speljali, s tem, da tudi nam je šlo na roko neke zadeve, ker smo v bistvu, kjer bi lahko šli spodaj, rezultatsko je vratar dobro odbrano in nekako smo dobili takrat še večji motiv. Forsirali ta tudi rdeč karton, da nam je bilo potem lažje. Normalno je pa, da moramo še napredovati v igri, moramo še pohitriti zadeve, ker so tekme malo drugačne kot v drugi in to se zavedamo in tudi delamo na tem. Kako so potekale priprave, če se ozreva pred začetek sezone? Ste zadovoljni s tem, kakšno stanje kaže vaša ekipa? Priprave, hoteli smo nekako čim več takih močnih tekem, ker te nasprotnik tudi prisili v neko več časa branjenja. Nekako to nam je delno uspelo, nekako se nam je porušilo, 2 tekme se nam odpadle take, ampak vseeno smo speljali kar v redu pripravljalno obdobje, tako da pripravljeni smo v redu, kar se tiče fizike. Mogoče nam manjka kakšna tekma več, ampak bomo tudi zdaj tudi v tekmovalnem obdobju bomo delali na tem, tudi s kakšno prijateljsko tekmo, da uvedemo tudi te nove igralce v naš sistem, da se čim hitreje prilagodijo, da bojo potem lahko tudi še bolj pomagali. Na druženju z mediji ob vseh trenerjih takrat ste dejali v Mariboru, da je neka prednost Gorice tudi ta, da vi zelo neradi izgubljate, da ste po porazih zelo jezni. Morda še šalo na stran seveda, kaj so druge prednosti te mlade goriške ekipe, ki ima pa vseeno nekaj izkušenj z igralci, ki so odigrali kar nekaj prvoligaških tekem? Ne, to je v karakterju. Mislim, da dosti športnikov ima tak karakter. Mislim, če ti vseeno nekako se tekme, če zgubiš, ni lepo. In tudi na igralce hočem to prenesti, da se naredi vse, da se zmaga. Vse porazi so tudi sestavljeni, tudi bomo zgubili, ampak je treba čim manjkrat in hočem tako koncentracijo, kot je bila pred to tekmo, ker to se vidi na igrišču, da je motivacija 100% in potem lahko tudi zmagaš, tudi mogoče, če si slabši, ker v nogometu je vse mogoče. Koliko je morda lahko mladost pri nekaterih prednost in pa morda koliko je to lahko slabost, če pride do kakšnega črnega niza rezultatov? Ne, sej ponovadi to je največji problem, ko ne vem, prideš v neko serijo, ko zgubiš par tekem.
takrat se vidi pravi karakter ekipe, kadar je najtežje v bistvu. Tako da kadar se tekme kadar zmaguješ, ko zmagaš, ni prisotno ni utrujenosti, nič, mislim, dosti lažje delati vse. Ampak mora biti zmeri isto, jaz pravim zmeri igralcem, moraš imeti zmeri samo zavest, zmeri priti z dobro voljo na trening, delati, ker potem imaš nekaj od tega, če si slabe volje in tega ni, je potem to dosti težje in tudi efekt ni pravi. Športni direktor je dejal, da si želi predvsem sezone, ko bi si hitro zagotovili obstanek v prvi ligi, da bi lahko na to sproščeno zaigrali. Kakšen je vaš cilj? Je nekako podoben temu pisarniškemu? Ma ne, sigurno, da je to eden od ciljev, ki mora biti. Za mene je še bolj pomembno, da se dobro igra, da imamo nek disciplino, red. Igramo na karto moštvenega duha in normalno delati na tem, da bomo boljši, da bomo hitrejši, da bodo igralci napredovali v smislu igre, zrelosti. Vidi se igralce, ki imamo bolj izkušene, da pripomorejo k temu, da mladi tudi hitreje napredujejo in gre eno z drugim. In v tem segmentu moramo biti dobri. Za konec pa morda še nekaj nasplošno v prvi ligi Telemach. Zdi se, da bo liga v tej sezoni izredno izenačena. Kje vi mislite, da se bo prelomila lestvica? Kdo bo v boju za vrh, kdo bo v boju za dno? Pa dobro, to je že neka standardna situacija, že nekaj let, kar se spremlja prva liga. Mislim, da ni velike razlike med moštvi. Sigurno pa, ne vem, tisti, ki kotirajo na zgornji del, na primer kot Koper, Maribor, Olimpija, Mura, recimo, imajo neko prednost. Tako, da so v nekem boljšem momentu, tudi finančno so naprej. Tako da v ostali bomo pa se vsi nekako borili. In tu hočem, da smo tudi mi zdravi. Super, najlepša hvala za vaš čas, za pogovor in srečno v novi sezoni. Prosim. Tako, poglejmo še v pisarniški del Gorice, poglejmo, kako so potekale priprave na novo sezono tam. Športni direktor Admir Kršič je ob meni, prisrčen pozdrav. Morda najprej tole splošno vprašanje, kako so potekale vaše priprave na novo sezono, zdaj, ko se je Gorica vrnila v prvo ligo Telemach? Ja, dober dan. Tudi z moje strani priprave so potekale specifično, se pravi, ogromno dela nas je čakalo v tem pisarniškem delu ekipe, podaljšanje pogodb, pridobivanje novih igralcev, tudi nekako planiranje nove sezone v sami organizaciji in v samem finančnem delu, da vidimo, kje smo, kaj si lahko privoščimo. In mislim, da smo do tega momenta lahko kar zadovoljni, kako se je vse skupaj odvijalo v pripravnem delu. Tako da štart je bil tudi v redu, tako da smo lahko zaenkrat zadovoljni. Ja, začelo se je sanjsko za vas, povratek v prvo ligo z zmago. Pa morda tudi neka osebna zmaga za vas, mlada ekipa še vedno zelo nadarjena, tako da tudi v tem segmentu ste ostali zvesti filozofiji Gorice, ki ste jo zastavili. Ja, sigurno, začetek je res sanjski. Jaz sem izredno vesel, posebej zaradi fantov. Vem, koliko so truda vlagali že v drugi ligi, koliko so si želeli te prve lige in tudi neka usmeritev naša je bila, da s temi fanti tudi nadaljujemo, da samo pridodamo igralce, normalno širina je potrebna. Tako da sem bil res izredno vesel za fante, za cel trenerski štab, da je bil ta štart uspešen in upamo, da ga bomo nadaljevali naprej. Če pogledamo Gorico kot klub, velik klub, tudi naslovi, jasno, v preteklosti, zato lahko rečemo, da to okolje sodi v prvoligaški nogomet. Kakšno je zdaj stanje v klubu, kakšno je vse skupaj, kar se tiče organizacije, na kakšnem nivoju je Gorica ob tem, ko se je vrnila v prvo ligo? Ja, absolutno Gorica, moramo vedeti, da je po lovorikah tretji klub v Sloveniji. Tega se mi vsi zavedamo, ki delamo v klubu. Poskušamo to prenesti tudi na igralce, da vejo, kam prihajajo. Res je, da smo nekako potrebovali v organizacijskem delu neko reorganizacijo v klubu. Vemo, da prva liga nosi sigurno veliko večje zahteve po sami pripravi na to ligo in jo tudi speljati na takem nivoju,
da bo se pravi sama organizacija na nivoju kluba in rejtinga. Kaj pa samo stanje v klubu, vse skupaj tako, kot mora biti? Pa gledajte, mislim, da Gorica ni izjema. Vsi klubi v slovenski ligi se kot prvo vsi borijo za ta finančni del, da ga pridobijo strani sponzorjev, strani kakšne prodajnih aktivnosti. Tudi Gorica tukaj ni izjema. Moram reči, da si želimo, da bomo nemoteno delali naprej, da bo ta del funkcioniral. Vse ostalo, pa še za kar sem zadolžen jaz in trenerski štab, pa sem optimističen in vem, da ga bomo zelo uspešno naredili, upam. Kakšen cilj ste si zastavili? Najverjetneje čim prejšnje zagotovitev vstopnice za prvo ligo tudi za naslednjo sezono, pa potem kam vas sezona popelje, to je najverjetneje želja? Ja, tako je. Sigurno je želja, da smo čim prej v nekih mirnih vodah, da prvo ligo igramo sproščeno, da se fantje dokazujejo, da tudi, bom rekel, izstrelimo kakšnega novega mladega fanta. Igrišče bo pokazalo vse. Jaz upam, da bo hitro kakšen mlad uspel splavati ven na površje, tako kot je v Gorici to bilo v praksi. Kot rečeno, želimo si ene mirne sezone, predvsem, da ne bo razmišljanja in pogleda preveč, koliko točk rabimo, da obstanemo, koliko točk pač potrebujemo, da bomo sigurni. Prej bi se ozrl na to, da gledamo, koliko točk rabimo do Evrope. To bi bila neka moja želja. No, to je kar optimistično, ampak jasno, pravilno. Tekmuje se za to, da se zmaguje. Zdaj pa morda za konec še prestopni rok. Kar nekaj časa bo še v teku, omenili ste že, mladi fantje, Gorica je bila vedno znana, potem tudi dala je ogromno reprezentantov skozi preteklost. Kakšna bo vaša dejavnost na tržnici do konca prestopnega roka? Ja, določene prestope smo že realizirali, normalno, vse pogojeno s tem, kaj si lahko privoščimo, normalno. Želja je sigurno se okrepiti še na nekaterih pozicijah. Pogovori potekajo, sigurno nismo zaključili še s kadrovanjem. Ne računamo, da bomo v smeri odhodov kaj delali. Mislim, da te fantje so pokazali eno srčnost na prvi tekmi, ki je bila neko merilo, da vidimo, kje smo, kaj te fantje tudi mentalno zmorejo. Mislim, da so pokazali, da so lahko konkurenčni. Je pa prva liga sigurno zelo zahtevna iz vidika števila tekem, intenzivnosti teh tekem, tako da tukaj sigurno bomo rabili širino, ki jo še nekako z 2-3 igralci mislim, da bi lahko dosegli to zahtevano širino. Super. Najlepša hvala in srečno v novi sezoni. Hvala. Tako, obiskali smo še 2 kluba, za nami je še ena oddaja. Hvala vam za vašo pozornost in pa seveda opozorilo, spremljajte prvo ligo Telemach na Sport klubu. Hvala za pozornost in lep pozdrav!